Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Report, ki bo nekako prežeta z glasbo in pa s prihajajočim pustnim dogajanjem. Ampak začenjamo z pomembnim jubilejem, tako rekoč kot sam pravi, muzikanta in humorista Sašo Dobnika. Namreč v marcu bo obeležil 25 let svojega delovanja. Kaj vse je pripravil za to obeležitev in kako bo seveda praznoval, pa nam bo torej iz prve roke zaupal sam. Sašo, dobrodošel v Reportu in zdravo. Lepo, zdravo. 25 let tvoje kariere, pravzaprav, zdaj te moram vprašati čisto na začetku, te ponesejo zdaj v tem trenutku občutki za nazaj in recimo se spominjaš svojega prvega takega nastopa, enega takšnega, da si se tudi pokazal javnosti, je bil vsekakor začetek z Štajerskimi baroni in pa zmaga na Ptujskem festivalu leta 2000. Ja, in od tega nastopa dalje glih štejem svojo kariero, ampak bili so že prej nastopi, ampak so bili pred malo ljudmi, ko pa se zdaj mislim, ko rečemo 25 let, pa me marsikdo vpraša, pa ti si že v zibki začel, nekaj sem taki bolj mali, pa to ne, se neko brado treba gledati, že si vi, tako da ja, 25 let je mimo lepih trenutkov, ko smo pa Štajerskimi baroni zmagali, sem pa bil tak, bom rekel, nisem se bal publike, ampak to je bil moj najbolj nastop z največjo tremo, to je, ko sem šopek v roki držal, to je roka šla tako da še danes imam tremo tisto pozitivno pred vsakim nastopom, drugače pa 25 let lepih trenutkov, bili so tudi malo manj lepe, ker ne more vse iti tako, bi človek rad, ampak super, zaenkrat upam še na drugih 25. Zagotovo, vedno so, krivulja je gor, dol, sponi in tak mora biti. Hvala Bogu si zapomnimo bolj tistih lepših trenutkov. No, potem 3 leta kasneje, leta 2003 pa si se pridružil Aplavzu, ansamblu Aplavz in tam ostal tudi kar 17 let. Skrbel za to, da si bil na nek način tudi frontman, recimo zasedbe in pa maskota, tako, humorist, ne? Ja, to so pa bili taki trenutki, bom rekel, Aplavz je pa meni dal odskočno desko, tudi kot človeka me je oblikoval zaradi tega, ker so oni bili toliko starejši in jaz sem prišel kot neki pupček tam k njim v Rogatec in bom rekel, pri Izidoru sem bil skoraj tako doma. Njegova družina mi je vsako nedeljo, Sašo, tu ostani, boš pri nas kosilo jedel, da ne rabiš takoj, da se boš naspal. V bistvu vse za neke življenjske vrednote so mi dali Aplavzi. Tudi ko sem naredil kako napako, kar sem jih kar nekaj naredil, ko smo mladi, jih kar nekaj naredimo, pa še zdaj, so mi Aplavzi pomagali, tako da smo mi bili kot družina, nismo se menjevali, smo se skregali, pa smo vedno rekli, povemo si, pa gremo dalje. Vse večina članov zasedbe še je danes. Oni še vsi dalje igrajo, in ko je bilo tako, res smo bili kot eno. Pol pa sem jaz rekel, po 17 letih sem rekel, dragi moji fantje, do konec sezone še odigram poroke, ker pa res sem videl, da ko sem bil na televiziji, da sem včasih iz poroke mogel iti na snemanje kakšne oddaje in pol to več ni zlaufalo, pol sem videl, da lahko jaz z polurnimi nastopi tudi razveseljujem ljudi in sem pač rekel, fantje, ne zamiriti, jaz grem neko svojo pot, vi ostanemo prijatelji in res smo ostali in tako se je pol naša pot sicer razšla, ampak še vedno skupaj držimo in jaz vem, da če bi Izidora ali pa Borisa poklical ob 2 jutro, bi samo rekla, Sašo, kaj rabiš, kje je problem, vse bomo rešili. Rodil se je gasilec Sašo, rodil se je tudi humorist v tebi, oziroma ves čas je imel to žilico, pa vendarle, kdaj si spoznal to in pač občutil to ljubezen, željo do tega, da govoriš šale, da znaš zabavati publiko in seveda odkud ves ta navdih? Veš, to nisem niti vedel, da to imam. Naprimer, jaz sem bil star 5 let, pa me je ata postavil na mizo, ko je imel poigral za fuzbal, pa je rekel, Sašo, naš pa ve 2-3 vice, pa sem jaz vice povedal, pa so se ljudje smejali. To mi je bilo dano,
to se težko naučiš, ker marsikdo pove vic, ampak vic moraš znati tudi interpretirati pravilno, da se ljudje nasmejijo. Je pa tudi res, tudi moja pojava mi je dosti pomagala, ne vse. Včasih sem se malo sekiral, kako sem mali ostal, vsi so bili večji od mene, pa jaz pa mali. In pol sem to v sebi vprit obrnil in ja, pol pa se naenkrat, Jože, potrebuješ, je rekel, lej, to bo pa gasilec Sašo. In ta gasilec Sašo je, v Sloveniji gasilec je tak junak in jih si je res ogromno. Tako da težko bi rekel, da bi lahko boljši lik našel. Ti se že hočeš, vidiš to. Očitno nam je make-up danes nekaj zagoda. Jaz bi te mogel spraviti smeh, zdaj si te spravil v jok. Ampak tak gasilec Sašo bo verjetno res ostal do konca, dokler bom jaz to počel. Je pa res, da sem tudi pri vas na vaši televiziji si nabiral izkušnje, tako da vsaka izkušnja mi je pol dala tisto, da gasilec Sašo vedno boljši, da lahko napreduje. Navdih pa dobim iz vsakdanjega življenja, ker vsak dan se nekaj zgodi, da so Dončića dali tja, zdaj bojo v tem fore, tako da pač malo spremljam, pol pa prije kaka šala, vic, hec. In verjamem, da bomo samo še vse to videli na jubilejnem koncertu. Vse je v tekočem, kako bi rekla, v visokem štartu, tako bom rekla, priprave, pravzaprav sam vse skupaj tudi organiziraš in tam bo tudi veliko glasbenikov in nastopajočih, ki si v svoji 25-letni karieri z njimi sodeloval, stopil na velike in male odre, pred velike in male zaslone in tako rekoč. Pravzaprav, kakšni so zdaj občutki in kaj nam obljubljaš od tega koncerta? Jaz sem tako rekel, 25 let, 25 glasbenih gostov. Obljubljam, da bo za vsakega nekaj, kot za mlade, kot tudi za malo starejše, pa tudi za tiste čist najbolj starejše. Tako da, ja res sem se potrudil, sem rekel, zdaj smo še vsi pri močeh, organiziram sam, ampak imam ogromno prijateljev, ki mi pomagajo, to res vsaka čast. Nisem sam, ker sam takega eventa ne moreš. Eni od teh ste tudi vi, ko sem poklical Boštjana, pa je rekel, Sašo, naša hiša je odprta za tebe, tako da ni problema. Tako da, ja, gre počasi, ampak karte se v redu prodavajo, vstopnice in 25 glasbenih gostov. Jaz, če bi vse povabil, s katerimi sem delal, je 2 dni koncert, ampak sem res izbral, ne da bi zdaj tiste dal v stran, ampak res ne mogo narediti neko selekcijo. Povabil sem vse domače ansamble iz domače vasi, ker jaz sem taki lokal patriot, zato in nočem iti nikam drugam. Pa tudi godbenike, ne? Tako, oni začnejo pred koncertom že 1 uro, zato ker mora biti vune malo pijače, pa to pa poskrbljeno za goste. Tako da, ja, in prvo bojo godbeniki igrali, pol pa se bo koncert v dvorani začel in tam bojo Boštjan Romih pa Jasna bo ta povezovala koncert, z mano bo Alfi Nipič, z mano bo aplauzi normalno, ker oni, ko so oni rekli, ja, te sem rekel, zdaj pa grem delati koncert. Štajerski baroni bojo prišli, Vera Šolinc pa njena hčerka bo ta zapele, Ljubica Špure pa zakaj pa ne, ker smo midva tudi kot mlada Face Skup začela nekaj prepevati, pa z mano bojo še Pajdaši, pa Ansambl Dar, pa Miran Rudan, pa kdo še prije, Tjaša Božič, Firbci bojo. Za vsakogar, za vsako kos v narodno-zabavnem, ne? Res je. Za vsakogar, torej nekaj. Vendarle pa, če rečemo, oziroma da poveva tudi to, ne, poznamo te tudi po tem, da si zelo humanitaren. Znaš priskočiti na pomoč, kar nekaj akcij si izvedel, tako za mlade, potem z, ne? Ja, prek vaše hiše smo rešili enim hišo, ne? Takrat smo v enem mesecu z vašo pomočjo tudi izbrali 171 000 evrov. Jaz bom tako rekel, no, vedno se ti nekaj vrne. Ko sem bil malo mlajši, nisem to tako gledal, pa so bile iste zgodbe. Ko ti pa odrasteš, pa vidiš nekaj, da lahko nekomu pomagaš, ker imaš to možnost, ker smo pač malo bolj poznani, pa to se ni zgli zahvaliti, ampak pač imamo to možnost, pa priskočim na pomoč, normalno tudi takrat za Miho, ki je tak moj prijatelj, tudi dosti dresov sem že prek vaše hiše dal. Tako da, ja, to pač je moj, bom rekel, moj drugi del poslanstva. Če se znaš hecati, moraš včasih biti tudi resen, pa pomagati, če lahko. Itak smo Slovenci svetovni prvaki v tem, da vedno rečejo, jo, to pa treba podpreti. Tako da, če bi se oni strici tam gor na vrhu zavedali, pa bili pol take, bi bilo nam vsem lepše.
Lepo je čuti, ne, ko vidimo, da na koncu res znamo na nek način v slabih trenutkih nažalost stopiti skupaj. Ja, sicer pa tudi to, da si ljubitelj nogometa, sicer v zadnjem času verjetno malo manj pripadnosti na sami zelenici. Ne, na zelenici me ni več, ker te bi me mogel en skosilnici nazaj voziti, napad še vsak leti v obrambo je bolj težko. S totim lampom ne morem več igrati, ampak koliko pa jaz pregledam nogometa, pa kak sem jaz strasten navijač Maribora. Jaz sem si ta Vareša celo tetoviral, ko je šel on v penzijo, tako da, ja, to pa je tista sprostitev. Greš v Nemčijo na tekme, jaz sem šel na vse tekme, razen prve sem šel gledati. To je pa tisto, kar da meni energijo za naprej, no. S tem si polnim baterije, tako da mene, če boš klicala v nedeljo, pa če nisem prejšnji dan bil bogi, ne, kar se tudi včasih zgodi, ne, boš rekla, kaj delaš, pa ti rekel, zdaj glih se bo tekma začela, tako da sem lahko celo nedeljo pri fuzbalu. Dobro, verjamem, da boste torej na koncertu oziroma da boš skupaj z vsemi sodelujočimi prikazal in, kako bi rekla, gledalke in gledalce ponesel v svojih 25 let in predstavil tudi to, kar imaš rad izven svojega tega glasbeno-humorističnega področja. Zdaj pa še morda samo za na konec, torej kdaj se bo odvil, od katere ure dalje bo torej koncerti? Ja, 16. marca ob 5. popoldan v športni dvorani Starše. Vsi lepo vabljeni, vstopnice se dobijo prek entrio.si, pa na vseh Petrolih, pa Trafike 3.2. Ni jih več veliko, hvala Bogu, no, tako da pohitite, kdo bi rad bil del tega mojega koncerta. Jaz bom pa rekel, za vse jaz sem najboljši luči potrudil, da boste vsi zadovoljni šli domov, normalno pa ti, pa Boštjan, pa cela vaša ekipa, pa tudi lepo vabljeni, da naredimo kakšen intervju, pa da gremo pol na kakšen deci, ko bomo rekli, mater, je bilo fajn. Z veseljem in vse dobro, še vsaj naslednjih 25 let. Hvala za povabilo in se vidimo. Hvala. Tako v nadaljevanju pa še ostajamo v glasbenih vodah, zato ostanite z nami. Tako smo v drugem delu oddaje Report in kot že obljubljeno bomo torej nadaljevali v glasbenem vzdušju. Sedaj pa bomo spoznali eno mlajših skupin na mariborskem območju. Mariborčani so tako se združili, čeprav pevka prihaja iz drugih krajev, no z menoj pa je predstavnik glasbene skupine Runner. Lepo pozdravljen, torej Tadej Klojčnik. Zdravo. Tadej, torej najprej morda nekaj besed o vas. Kdo ste in kako bi vas opisal? Tako, torej sem Tadej Klojčnik, sem basist skupine Runner, novi na sceni, v bistvu predstavljeni javnosti v zadnjih 2 letih, drugače pa živim bolj kot ne za glasbo, bi lahko rekel. To je tisto, kar ti daje in polni energije, ne? Tako, v bistvu ustvarjanje nasploh, ampak predvsem v glasbi. Kaj pa ostali člani? Da malo predstaviš sam band. Naša pevka je Neli Lalović na vokalih z Murske Sobote. Trenutno živi v Mariboru, tako da smo celotni kolektiv v Mariboru. Zdaj, spoznali smo se v bistvu preko Instagrama, smo si pisali drug drugemu, ne. Z kitaristom Dominikom Širovnikom smo imeli en prejšnji projekt, kjer smo potem iskala ostale člane in po tak enem letu iskanja, tudi pisanja nazaj, sem in tja z Neli, smo se nekako poklopili, v bistvu isti trenutek, ko smo pa se z Neli zmenili, da bi nekaj probali, smo zunaj, ko smo bili en petek večer na Štuku, spoznala, srečala bobnara Marko Tabera, ki smo eno leto predtem že nekaj malo probavali, ne, in potem z Neli se slišimo, Marko se kar pojavi, ne, pa smo začeli to zgodbo. Kasneje, kako je pol leta ali pa dobrega pol leta kasneje, pa se nam še pridružil Marko Matjašič na klaviaturah. No in zdaj ste ravno pred tem, torej kmalu bo 14. februar, Valentinovo, ta petek, ko bo tudi vaš singel in pa videospot na to zagleda torej premierno ga boste predstavili. Gre torej za nov singel I Sphere. Pravzaprav
Zakaj ste izbrali, zdaj prvo moje vprašanje, ne, glede tega, zakaj ste izbrali ravno 14. februar, da nekako to podate občinstvu in predstavite? Glede na to, da gre za Valentinovo. Ja, v bistvu je bilo ful debate okoli tega, kdaj bi zdaj dogodek izpeljali. Te počitnice so ena stvar, ne, teden zatem so počitnice pri nas, en teden pred njim so v Ljubljani, ne, pa se nam je zdela kar taka finta, pridi na koncert, pripelji svojega poleg, ne, za Valentino, ali pa boš najdel v bistvu mogoče osebo, ki ti je namenjena na našem špilu, ker je tudi povabilo na odprt jam session, mogoče pa boš najdel samo dober ali pa svoj najljubši novi komad, ne, tako da tak nekak za ta datum. Kako ste si vse skupaj zamislili, kako bo potekalo, kaj lahko pričakujemo? Dogodek vrata se odprejo recimo nekje ob 6. Oder je že na razpolago v bistvu vsi band bomo tam, ljudje bojo tam, se lahko igra, džema, ne? Torej prideš na oder, zaigraš, sodeluješ z muzičarji, potem ob 7:30 pa mislimo primerno predvajati in spustiti tudi video spot, ki pride ven načeloma naslednja sreda. Zatem pa bomo zaigrali in predstavili tudi 3 naše komade in potem nadalje pustili jam session, da traja, dokler bo pač trajal. Tako ste si torej zamislili čisto nekako v takšnih res, kaj bi rekla, petkovem, lahkotnem večeru. Tako. Torej, ki se bo vse skupaj odvijalo, kje bo tisti osrednji prostor? Vse se dogaja na prostoru, ki se imenuje Jam Lab, je na Preradovičevi ulici 40. Zdaj to je v bistvu prostor namenjen za vadbo bandom, ne, je opremljen prostor, kjer je ozvočenje, imaš bobne noter, ojačevalce, mešalno mizo. In v bistvu mi organiziramo enkrat mesečno te džeme in zdaj probamo nekako platformo dati, mi začnemo to, smo tudi bolj kot eni iz ustanovitvenih članov, kot neko povabilo javnosti, ne, ali pa tudi drugim bandom v kolektivu, da je vedno odprt oder, da lahko naredimo tak in s tem tudi promoviramo te mesečne džeme. Pa kaj vas je navdušilo za to vrstno delovanje, recimo? V bistvu pri vseh članih benda moram reči, da je ta žilica po ustvarjanju, ni zdaj, ne vem, hrepenenje po slavi ali kakršnokoli stvar v tem smislu, ampak je bolj kot ne, vsak prinese neko svojo stvar. Zdaj recimo meni je funk všeč, Neli ima R&B, Dominiku je všeč japonska glasba, Matjašič, klaviaturist synthwave, Bera špila punk, take stvari in je nekako vsak prinese svojo stvar, pa nikoli nismo tisto, ne sme biti to, ne sme biti ono, ampak če nam zveni v redu, je to, ne rabimo dalje več debatirati. Se tudi to kažete v svojih delih, ne, zelo različne žanre. Tako, mi pravimo, runner je žanr. Runner je žanr. Zdaj ne nas se opredeljujemo preveč, lahko rečemo, da spadamo po ta dežnik popa, definitivno so spevni komadi, ne, taki, ki se lahko po radiu vrtijo. Gremo pa vse od nekih hip-hopovskih, urbanih podlag pa vse do roka. Ja, kaj pa je tisto, oziroma kako vi vidite recimo to lokalno glasbeno sceno in okolje recimo v Mariboru, ki vas navdihuje tudi na nek način v vašem delu? Bom rekel, zelo dosti dobre glasbe prihaja iz Maribora, imaš od recimo Džokotov, Demov, nekih Alostarje, tako da kvalitete, pa muzičarje, ful dobrih nakupov. Če bi mogel se pa kje malo pritožiti, bi pa rekel za prizorišči, pa imaš mogoče 2 ali pa 3. Tako da ni zdaj neka široka izbira. Dobro, kakšni so vaši načrti za naprej? Zdaj aprila mislimo izdati slovenski EP, torej na nosilcu zvoka, na CD-jih, z njim tudi organizirati špil v KGB-ju, potem igramo na Ortofestu v Ljubljani z Aka Naomi v aprilu, pa potem še tudi imamo neke koncerte. Mislimo pa do konca leta še izdati drugi EP, torej v tem koledarskem letu mislimo izdati 2 EP-ja, enega slovenskega, pa tudi drugega angleškega, ker je del naše identitete, Neli piše in v angleščini in v slovenščini. Dobro, torej ste si kar zadali
kar precej ciljev, Tako. ampak če nekako budno strmite proti njim, verjamemo, da se vam bodo izšli. Hvala. Dobro, to je to. Seveda vam pa želim vse dobro in uspešno predstavitev tega prvega singla in tudi video spota, torej v petek, kot že rečeno, 14. februarja, ne, od 7:30 oziroma 19:30 začnete. Tako. Tako. Hvala lepa in uspešno. Hvala. Tako, v nadaljevanju pa torej od glasbe nekako bomo preveslali na pust, ki prihaja. Pravzaprav na tega se že pripravljajo v Selnici ob Dravi. Kaj pripravljajo letos in kaj se bo tam odvijalo na pustno soboto, bomo izvedeli kmalu, zato ostanite z nami. Tako kot že rečeno, pa se bomo v nadaljevanju posvetili pustu, ki prihaja, namreč 1.3., torej na pustno soboto, že pripravljajo v Selnici ob Dravi tradicionalno pustovanje oziroma veliko pustno povorko, selniški pust, kot mu rečejo. Slednjega prirejajo že tudi tradicionalno v kulturnem društvu Pavza in sicer skrb za to ima sekcija za ohranjanje ljudskih običajev. No, z nami pa sta predstavnika slednje, Melita Šumer in Primož Raj. Pozdravljena. Pozdravljeni. Torej vse je v teku in v pripravah na že tradicionalno veliko pustno povorko, selniški pust, kot ste poimenovali. Gre za tradicijo, ki jo peljete že vrsto let, več kot desetletje. Dolgo vse skupaj je začel to tudi gospod Lisjak. Pravzaprav pa me zanima morda za začetek malo teh utrinkov in spominov, zdaj ko jo povprašam, ko ste začeli z tem pustom, selniško povorko in pa seveda vse do danes. Zelo dobro se je prijela, veliko skupin, maskot lahko vidimo in seveda takrat tudi zaživi ta običaj, ki se mi zdi, da je ga pomembno ohranjati. Tako, res je, torej gospod Lisjak je bil glavni pobudnik te tradicionalne pustne povorke. Vsako leto so bile različne, zelo izvirne maske, tako skupinske kot samostojne. Ogromno kot dober umetnik je imel ogromno idej, kako izpeljati določene maske, tudi skupinam pomagal, tudi zdaj ponujamo, če rabijo kakšne ideje za izvedbo, vse. V glavnem mi mladi, mlajša generacija pa se zdaj trudimo vsaj obdržati, če ne nadgraditi to tradicijo. Kaj vam pomeni? In kaj pomeni to vam, da prenašate to tudi na mlade in negujete? Ja, to je poanta naše sekcije, da ohranimo ljudsko izročilo, v tem primeru pustovanje, ki ima že več stoletno tradicijo, zdaj s temi povorkami je verjetno več desetletna tradicija. Trudimo se in tudi uspelo nam je za tradicionalno selniško masko, torej Babji mlin, pridobiti zelo mlado ekipo in pustimo se presenetiti, kako bodo letos predstavili to našo masko. Ja, seveda v tem času potekajo tudi prijave na letošnjo pustno povorko. Torej, kam se morajo prijaviti, kakšna so pričakovanja in pa morda kaj več pomembnih informacij glede tega? Ja, v bistvu je objavljeno na Facebooku, prijave so na e-mail KD Pavza ali telefonsko do 27. februarja. Uradno zbiramo pa pač, da se zraven posreduje tudi mogoče kakšen opis, če so skupinske maske, da se to potem prebere, ko jih predstavimo. Sicer pa potem tudi na trgu še se lahko prijavijo, če želijo. Tako, začeli boste v soboto 1. marca z zbiranjem že ob 12. uri na tradicionalnem mestu. Kakšen je torej potek, kaj morajo vedeti maske pred tem oziroma kako priti do vas in pa seveda kakšne napotke za vaše obiskovalce in obiskovalke, ki bodo spremljali torej povorko, morda tudi samo iz oken?
Torej, povorka se bo pričela po tradicionalnem protokolu. Zbiranje bo na Slovenskem trgu, kot vedno, v centru Selnice, potem gre po ustaljeni poti do šolskega igrišča, kjer se pa potem tudi maske predstavijo, se jih bo tudi malo ocenjevalo, pa bomo poskrbeli tudi za kakšno nagrado. Moram pa povedati, da ima Kulturno društvo Pavza neko posebno vez. In sicer povabili smo novo izvoljenega ameriškega predsednika za prvo damo. Ona je sicer iz Sevnice, povabili smo jo v Selnico in upam, da se bo ta odzvala našemu vabilu. Tako da držimo pesti, ni še pa 100%. No, bomo videli. Se pustimo presenetiti, tako. Ja, zagotovo pa ne bo manjkalo vseh izvirnih mask. Recimo, če se malo ozremo na pretekla leta, kaj vse smo lahko videli. In seveda vemo, da so tudi, mislim, da čez 10 nastopajočih skupin posameznikov je šlo v povorki, ne? In res izvirne maske so lahko videli. Res je, teh velikih skupinskih mask je sicer zadnja leta nekoliko manj. Delno je, po mojem mnenju, kriva tudi bila korona in ti ukrepi, ampak smo tudi v teh časih ohranili, da so se maske pač v manjšem številu pokazale nadaljavo. Drugače pa je bilo poleg tega babjega mlina, ki je vsako leto, so bile različne skupinske maske, mislim, da so bili berači, torej vinogradniki, potem je bila lovci, Ko to tamo pjeva, iz filma tega poznanega in še bi lahko našteval, ne bi rad izpostavljal samo enih, ampak res je bilo ogromno izvirnih mask, vsako leto se najde tako družinska kot posamezna, skupinska, res imajo ljudje ideje in upam, da bojo s tem tudi nadaljevali. Še kakšno posebno, kako bi rekla, informacijo delite z našimi gledalci, kaj je pomembno tega dne morda? Zdaj, sploh, če se bodo priključili tudi otroci, ne? Vemo, da družine, pa verjetno tudi sodelujoče skupine iz osnovne šole, ne? Na sami predstavitvi na šolskem igrišču bomo poskrbeli, da bo ponudba krofov, tako kot vsako leto, mogoče kaj za okrepčati. Prijavljene maske dobijo tudi malico. Tako, zato se splača, vsako leto je bilo fajn, vreme bomo naročili dobro, tako smo ga za vsak naš dogodek do zdaj. Lansko leto smo imeli tak dogovor, da ko je bilo povorke konec, ko so se nagrade podelile, smo pospravili in takrat se je bil dež. In smo vse uspešno izpeljali. Dobro, ampak verjamem, da in upamo, ne, da bo zdržalo vreme, da bodo lahko tudi potem maske še malo zarajale na igrišču. Tako je bilo vse v preteklih letih. Hvala in hvala tudi, da se nekako trudite ohranjati to pustno izročilo in ga prenašati na mlade. Z veseljem. Hvala lepa. Tako hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili z nami še v tem torkom. Znova bomo torej z vami prihodnji torek. Do takrat pa se imejte lepo in srečno.